Nova razkritja o domnevno spornih podražitvah gradnje nove poslovne stavbe Darsa. Državno podjetje je za svetovalne in inženirske storitve namesto sprva predvidenih 580 tisoč plačalo več kot milijon evrov, kar je 90% podražitev. Za prvo podražitev v višini 170 tisočakov je direktor Darsa z izvajalcem, gre za konzorcij podjetij, podpisal aneks, ki je po zakonu o javnem naročanju dopusten. Lani jeseni pa je z istim izvajalcem za ista dela sklenil novo naročilo, tokrat vredno kar 350 tisoč evrov. So vodilni na Darsu s tem kršili zakonodajo in umetno napihovali stroške gradnje? Primer proučuje Državna revizijska komisija. Kaj pa pravijo na Darsu? Špela Bezjak z Rim. V dneh, ko smo na naši televiziji poročali o novih podražitvah pri gradnji nove poslovne stavbe Darsa, ne le 3 aneksi, ki so gradnjo iz slabih 20 milijonov evrov podražili na slabih 30 milijonov z DDV, se je v novih prostorih na Griču odvijal podpis druge pogodbe za svetovalne in inženirske storitve s konzorcijem podjetij Aixis in Proctor v višini 350 tisoč evrov. Gre za pogodbo na 14 straneh, ki je vsebinsko precej podobna tisti prvi izpred 5 let, ko je Dars s konzorcijem sprva podpisal posel za 580 tisočakov. Pa tudi takrat ni ostalo pri tem znesku. To pa je aneks za dodatnih 170 tisočakov, ki ga je Dars podpisal maja lani zaradi 8 mesecev daljšega obdobja izvajanja storitev. Oblaščena uradna oseba Državne revizijske komisije je opravila nekatere aktivnosti zbiranja dokazov in informacij. Tako pa šef Državne revizijske komisije, ki potrjuje, da so prijavo v zvezi s tem prejeli sredi januarja letos. Če torej povzamemo, se je prvotna cena zvišala dvakrat. Sprva za dobrih 29%, kar zakon še dopušča, da Darsu ni bilo treba objaviti novega javnega naročila. Druga podražitev je višja, zato so sklenili novo pogodbo, prvotne storitve pa so se podražile za skoraj 90%. Očita se v prijavi, da bi naj podpisali te izjave v bistvu za nazaj. In s tem seveda močno hudo kršili zakon o javnem naročanju. Seveda je treba poudariti, da so to vse domnevne kršitve. Drugo pogodbo so namreč sklenili 19. septembra lani, skrajni rok za izvedbo del pa je bil 30. september. Glede na pogodbo sta izvajalca v samo, pozor, 11 dneh za Dars opravila za kar 350 tisočakov storitev. Ja, vkolikor bi držalo, potem dejansko lahko rečem, da gre za v bistvu zelo čudno prakso. Za odziv smo prosili šefa Darsa Andreja Ribiča, ki pa za izjavo danes ni bil na voljo. Njegove službe so nam posredovale le 4 mesece star pisni odziv in priložile pravno mnenje odvetniške pisarne Čeferin na 22 straneh. Vodstvo Darsa se sicer z očitki o pretiranih podražitvah sooča že mesece. Projekt nove poslovne stavbe Darsa je ves čas tekel transparentno, gospodarno in zakonito. Skupna vrednost stroškov pa ne presega 30% prvotne pogodbene cene in nikakor ne drži, da presega 50%. Takole je denimo enega od aneksov pred časom pojasnjeval šef nadzornega sveta. Moram reči, da že v začetku je bil projekt izredno slabo pripravljen, ker je prvo, ko se je začela zemljina odkrivati, so se ugotovili, da so tukaj nevarni odpadki. Druga zadeva pa tudi kasneje je prihajalo do nekaterih korekcij. Vkolikor pa seveda gre za kakšnekoli druge mahinacije, špekulacije ali pa celo podražitve brez ustreznih izvedenih postopkov, potem pa seveda nas lahko vse skrbi in gre za hujše kršitve zakona o javnem naročanju. Še enkrat ponavljam, gre za domnevne kršitve, gre za prijavo in gre za postopek, ki je v teku. Med že znanimi očitki pa tudi ta, da je pod vse anekse in pogodbe podpisan Andrej Ribič, brat Braneta Ribiča, ki je bil imenovan za vodjo projekta izgradnje nove poslovne stavbe. Šef Darsa je sicer napovedal, da se bo iz postopkov odločanja zaradi videza nepristranskosti izločil. Špela, dogajanje na Darsu je sicer že nekaj časa pod drobnogledom protikorupcijske komisije in računskega sodišča. Kaj preiskujejo?
Ja, tako je. Obe instituciji obravnavata različne primere povezane z Darsom. Na Računskem sodišču so denimo potrdili, da so pred tedni prejeli prijavo povezano z razkritji, o katerih smo pravkar poročali. Ob tem pa dodali, da bodo prejeto pobudo obravnavali, a da so pričakovanja javnosti velika, število prejetih pobud pa presega kadrovske zmožnosti Računskega sodišča. Zato tudi še ni povsem jasno, kdaj bo primer dejansko na vrsti. No, na protikorupcijski komisiji medtem vodijo 4 postopke, 3 zadeve so v fazi predhodnega preizkusa, preiskujejo očitke o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju, tudi v povezavi z gradnjo nove poslovne stavbe. Na KPK pa vodijo še preiskavo zoper trenutnega predsednika uprave Andreja Ribiča, in sicer zaradi suma kršitve integritete v povezavi z najemanjem odvetniških storitev. Preiskavo so sicer uvedli že lani. Špela, hvala.